Kaj je srčno popuščanje, kateri so vzroki, kako ga občutijo bolniki in predvsem, kako ga diagnosticirajo zdravniki, kako se bolniki in njihovi svojci spoprijemajo s stiskami, psihičnimi težavami, kako to doživljajo in kako si pri tem lahko pomagajo. To so vprašanja, ki smo jih naslovili na zdravnico, specialistko kardiovaskularne medicine, dr. Nino Vene iz oddelka za srčno-žilne bolezni UKC Ljubljana. V zanimivem pogovoru nam je razložila vse to in še mnogo več. Vabim vas, da prisluhnete. Kaj je srčno popuščanje? Mogoče, kateri so vzroki za njegov nastanek? Kako bolnik sploh prepozna? Ja, zdaj srčno popuščanje je v bistvu en sindrom. Zanj je v osnovi značilno, da ni dovolj zadosti dobra preskrba tkiv z kisikom, pa tudi z drugimi presnovki. Zdaj lahko se srčno popuščanje kot sindrom pojavi akutno, torej nenadoma, recimo po enem zelo obsežnem miokardnem infarktu. Bolj pogosto pa v bistvu gre za neko dolgotrajno bolezen, ki počasi žal napreduje, vendar lahko na ta potek z nekaterimi zdravili in pa seveda tudi z nekaterimi drugimi ukrepi lahko bistveno vplivamo. Zdaj vzrokov za srčno popuščanje je lahko veliko. Zdaj najbolj pogosto je vseeno tako imenovana koronarna bolezen, to pomeni ateroskleroza koronarnih arterij. Ta je lahko prisotna že dolgo, preden bolnik razvije znake srčnega popuščanja. Potem pa tudi vse ostale bolezni srca, recimo dolgotrajno povišan krvni tlak, potem recimo vnetje srčne mišice, tudi bolezni zaklopk, to vse lahko prispeva k razvoju srčnega popuščanja. Kako občutijo to bolniki oziroma kako prepoznajo ali pa tudi kako zdravniki prepoznate? Ja, zdaj bolniki tisto, kar najbolj pogosto navajajo oziroma postanejo pozorni, da sploh obiščejo zdravnika, je pač napredujoča utrujenost, manjša zmogljivost, opazijo, da v bistvu manj zmorejo. Pogosto se pritožujejo nad težjim dihanjem. Zdaj, glede na to, koliko je to srčno popuščanje napredovalo, je ponavadi težje dihanje prisotno ob telesnih naporih, lahko tudi ob psihičnih naporih, na mrazu. Kasneje pa lahko tudi v mirovanju, ponoči jih zbuja težka sapa, ne morejo ležati naravnost. Značilno je pa tudi, da se nabira voda, ker srce ne more prečrpati več pač dovolj krvi, če tako poenostavim, in začnejo odtekati v noge. Najprej pač nekje v gležnjih, potem kasneje v celotne noge, lahko pa celo tudi odtekajo v trebuh. A so te težave, ki ste jih opisali, so zelo značilne ali bi jih lahko tudi zamenjali za recimo neko splošno utrujenost ali pa kakšno drugo bolezen? Ja, dejansko se lahko zgodi, predvsem pri starejših osebah, katerih je pač pogostejše tudi srčno popuščanje, da bolezen tako zelo počasi napreduje, ne, da se bolnik nekako prilagodi tej situaciji in se ta telesna zmogljivost počasi manjša in niti ne opazijo, pripisujejo neki pač tudi nenazadnje tudi svojim letom. In potem mnogokrat obiščejo zdravnika šele, ko so pač dejansko težave tolikšne, da so toliko moteče, da je pač potreben obisk pri zdravniku, ali pa celo svojci rečejo, no, saj zdaj pa že tako težko diha, zdaj pa moramo pogledati, kaj je narobe, a ne. Tako da niso neki, zdaj bi rekla, čisto za srčno popuščanje specifične težave, tudi bolezni pljuč lahko povzročajo podobne težave in tako naprej. Kako pa zdravnik ve, da gre za srčno popuščanje? Kakšno diagnostiko lahko naredite? Zdaj, običajno pač je osnova to, kar bolnik pove, ne, že iz te pripovedi, ki je podobna, kot sem jo zdajle jaz navedla.
pa iz samega kliničnega pregleda se postavi sum, potem se posname EKG in rentgensko slikanje pljuč, te čisto osnovne preiskave, ki praktično so danes vse povsod dostopne. Ključen je ultrazvok srca, ta v bistvu postavi diagnozo, dostikrat tudi že deloma opredeli vzrok srčnega popuščanja in od tega izvide odvisno tudi, po kakšnih zdravilih posežemo, kaj svetujemo bolniku in tudi dodatne preiskave, ki so potrebne. Zdaj, praviloma pač je pregled pri specialistu, vendar potem samo vodenje bolnika poteka tudi pri lečečih zdravnikih. Vse več, tako kot pri drugih boleznih, a ne, to je ta sodoben pristop, je pa v bistvu da sami bolniki spremljajo svoje zdravljenje, ne, se jim svetuje, da se tehtajo, da opazujejo svoje dihanje, da pri manjših spremembah v bistvu konzultirajo svojega zdravnika, tako da se že manjše spremembe ujamejo, se prilagodi zdravljenje in na ta način se v bistvu lahko zmanjšajo zapleti, predvsem se pa zmanjšajo obiski v bolnišnici, katerim se bolniki, ki imajo zelo napredovalo srčno popuščanje, praktično zelo težko izognejo. Če bi takole povzele, katere stvari morajo opazovati, se pravi, verjetno težave z dihanjem, telesno težo ste omenili? Ja, zdaj lahko spremljajo tudi krvni tlak, puls, a ne, to morajo spremljati, predvsem pa morajo vedeti, katera zdravila je potem potrebno prilagoditi, v primeru, da se stanje poslabša. Telesna teža je mogoče nekako najbolj tisto, kar se dejansko daje zdaj v roke bolnikov, pred tem leta nazaj se to ni toliko poudarjalo. A si mogoče kakšen dnevnik pišejo ali kako vodijo? Smiselno je, da pač nekako vsakodnevno spremljajo svoje zdravstveno stanje, tako kot se recimo priporoča pač merjenje krvnega tlaka ali pa recimo merjenje krvnega sladkorja. Tukaj seveda imajo neke določene take, kot bi temu rekli, muštre, na katerih si to lahko označijo in to spremljajo. In zdaj, če gre za presežek telesne teže absolutno pa 2 kilograma, to običajno pri bolniku s srčnim popuščanjem pomeni, da se je nakopičila voda in da je potrebno nekaj dodatno ukrepati. Se pravi, zelo pomembna ta aktivna participacija bolnika, da sodeluje, je v bistvu veliko na njemu, a ne, da opazuje. Ja, saj bolnik v bistvu sam sebe, zdaj, ko se naučijo, ne, bo sam sebe v resnici najbolj poznal, bo bolj poznal sebe, kot recimo pozna zdravnik, seveda ve za vse te patofiziološke mehanizme, bolnik sam sebe dejansko lahko zelo učinkovito opazuje in prilagaja zdravljenje. Kako pomembno je pa to pravočasno zdravljenje, ke prej ste omenili, da nekateri predolgo čakajo, da v bistvu se navadijo živeti s tem in potem ne grejo k zdravniku pravočasno. Koliko pomembno je, da bi čim prej šli? Tako kot velja za pač večino bolezni, a ne, je veliko boljše, če bolezen razpoznamo zgodaj, ker so seveda večinoma zdravljenje je bolj učinkovito, če proces ustavimo v nekem zgodnjem obdobju. Tako da seveda takoj, ko se razpoznajo neke zdravstvene težave, je dobro, da se opredelijo, da se ugotovi točno, za kaj gre, in potem, da se prične zdravljenje. A obstaja kakšna meja starostna, po kateri bi pa človek še posebej mogel biti pozoren? Mogoče ne bi niti rekla meja, mogoče je bolj pomembno, da so na te težave, ki sem jih omenila, pozorni predvsem tisti bolniki, ki že imajo v ozadju neko bolezen, ki bi lahko kasneje privedla do srčnega popuščanja. To so seveda vsi bolniki, ki so preboleli miokardni infarkt. Potem zelo pozorni morajo biti bolniki, ki imajo visok krvni tlak, zdaj seveda tukaj je primarno zdravljenje krvnega tlaka, tudi bolniki s sladkorno boleznijo. Zdaj seveda, če gre za neke prirojene bolezni na zaklopkah, ki še niso v času, ali pa tudi pridobljene, ki še niso v času, da bi se operirale, tudi ti bolniki morajo biti pozorni.
Tako da bolj bi to rekla, ker bolezen se vseeno lahko pojavlja tudi pri mlajših osebah. Prej, ko sva govorili o tistih simptomih, je to oteženo dihanje bilo dosti izpostavljeno. Kako pa to bolniki doživljajo? To je v bistvu neko stisko doživljaš, če nimaš občutka, da dobiš dovolj zraka? Ja, seveda, ne, bolniki te simptome, ki so povezani s srčnim popuščanjem, doživljajo kot nekaj težkega, torej občutek težkega dihanja sigurno je ena stvar, ki jo doživljamo kot nekako zelo nenavadno, se ustrašimo, smo zaskrbljeni. Je pa res, da to dodatno, ta zaskrbljenost dodatno lahko poslabša samo stanje, tako da v tem primeru je pač treba povedati bolnikom, da recimo to zdaj nekaj je težko dihanje kot tako, drugo je to, kar bolniki, ki so nekako bolj prestrašeni in zaskrbljeni, da ne morejo do konca vdihniti, to pogosto zamenjujejo in potem so vsi prestrašeni, da greš za dodatno napredovanje srčnega popuščanja, kar pa ni nujno. A so kakšne potem psihične posledice tudi povezane s to boleznijo, da so recimo bolj prisotne pri bolnikih, ki imajo srčno popuščanje? Ja, ravno zato, ker pač pa podobno kot nekatere druge bolezni srca pri bolnikih lahko opazimo kar pogosto psihične težave. Zdaj, na začetku, ko izvejo za diagnozo, je običajno, da so zaskrbljeni, prestrašeni, negotovi, zato ker v bistvu gre za nekaj čisto novega, za neko novo okoliščino, na katero se morajo v nekem smislu prilagoditi, tako da ta začetna zaskrbljenost je razumljiva in jo tudi lahko delimo z bolniki, tako da vedo, da to ni nič nenavadnega, da je jasno, da je to zdaj za njih nekaj novega, da bo verjetno potrebna neka določena sprememba v življenju, vendar pa zdaj nekateri bolniki se temu razmeroma hitro prilagodijo, že v nekaj tednih, mesecih. En del bolnikov pa nekako ob sprejemanju pač te diagnoze, te bolezni, ohrani neke psihične težave. Tukaj govorimo predvsem o depresiji in anksioznosti. In te težave niso redke, torej nekih blagih depresivnih simptomov ima kar tretjina bolnikov, težjo depresijo, torej depresijo, ki dejansko zadosti kliničnim kriterijem depresije, pa kakšna petina bolnikov. Podobno je tudi z anksioznostjo, tudi tam te blage anksiozne težave ima kar tretjina bolnikov, približno 15% pa razvije resne anksiozne motnje, torej generalizirano anksiozno motnjo, panično motnjo, posttravmatsko stresno motnjo, ki seveda zahtevajo zdravljenje. Tako da te težave niso redke in žal so pogosto nerazpoznane, in ker so nerazpoznane, seveda tudi niso ustrezno zdravljene. Se pravi, tukaj, kjer se ne razpoznajo, pravzaprav nič ne moremo, tam, kjer pa zdravnik, se pravi verjeten kardiolog ali pa osebni zdravnik prepozna, da gre še za težave z anksioznostjo ali pa depresijo, pa lahko potem napoti pacienta še na kakšne dodatne preiskave oziroma na zdravljenje. Ja, seveda, pač bolniki so lahko napoteni k ustreznim specialistom, to je v klasični medicini k psihiatrom, ki pač opredelijo dejansko bolezen oziroma motnjo, lahko se tudi med seboj prekrivajo in predpišejo zdravila. Zdaj prednostno se predpisujejo zdravila. Zdaj tukaj je treba povedati, da še vedno veliko pač bojazni, da ta zdravila povzročajo odvisnost, torej sodobna zdravila za zdravljenje depresije in anksioznosti ne povzročajo odvisnosti fizične in tudi ne poškodujejo dodatno srca, Tako da v bistvu ni nobenih zadržkov,
bolj je v bistvu ta še vedno prisotna stigma, zaradi katere se mogoče bolniki ne odločijo. In dostikrat v bistvu te svoje težave celo skrivajo, zanje vejo samo najbližji svojci, ki včasih so tudi tisti, ki potem v bistvu spodbudijo, da bolnik vseeno obišče ustreznega specialista. Možna je tudi psihoterapija, ki je žal v Sloveniji ne dovolj dobro dostopna, in je v bistvu en dolgotrajen postopek. Tega se pač mora tudi bolnik zavedati, da spremembe ne morejo biti na hitro. Kakor jaz poznam pač področje psihoterapije, je pač res potrebno nekaj vztrajnosti, ampak rezultati pa so dobri, pa so tudi dolgotrajni, ne? Ja. Zdaj, če je dejansko oseba pripravljena pač vložiti veliko truda, discipline na delo pri sebi, če ne pričakuje nekih zelo, zelo hitrih rezultatov, ker dejansko v procesu psihoterapije gre za neke spremembe tudi načina življenja, pogleda na svet in tako naprej, ki v bistvu smo jih dolga leta pridobivali in ne morejo kar tako izginiti, ne. Če je dejansko oseba pripravljena na to, da bo delala, kar je dejansko dostikrat pač res naporno, potem so seveda lahko spremembe zelo, zelo učinkovite. Najbolj učinkovito je običajno, če so res hujše psihične težave, kombinirati, ne, eno in drugo. Torej, deloma z zdravili, deloma z psihoterapijo. Prej sva se že rahlo dotaknili, ste omenili svojce, da imajo pomembno vlogo. Kako še lahko svojci pomagajo bolniku? Svojci so tisti, na katere se žal vse prepogosto pozabi. Zdaj, bolniki s srčnim popuščanjem so specifični bolniki, ki dejansko potrebujejo veliko skrbe. In po nekaterih podatkih za kar 2/3 bolnikov s srčnim popuščanjem v bistvu zares skrbijo svojci ali pa drugi najbližji. In so v bistvu te svojci en pomemben del zdravstvene oskrbe, se pa nanje pogosto pozabi, ne. Dejansko bolnik s srčnim popuščanjem običajno povsem spremeni dinamiko v družini. Skrbeti za takega bolnika je naporno, težavno, in ti svojci so mnogokrat v nekem kroničnem stresu, preutrujeni, pa imajo v bistvu razmeroma malo podpore, a ne. Tako da mnogokrat tudi ti svojci imajo precej psihičnih težav, na katere niti nimajo časa pomisliti, zato ker se vse vrti okoli bolnika. Mnogokrat se mora cela družina nekako socialno preorientirati, se socialno izolirajo ne samo bolniki, ampak tudi svojci. Svojci dostikrat opustijo svoje hobije, svoje cilje, svoje želje, recimo tudi kakšno izobraževanje, če gre za družino, kjer je bolnik s srčnim popuščanjem mlajši. Tako da so res kar v stiski in bi bilo dobrodošlo pač tudi njim ponuditi neko pomoč, da bodo lažje usklajevali v bistvu vse svoje obveznosti. Praktično je pomembno, da bodo in bolniki in svojci, a ne. Zato, da pomagajo pač pri razpoznavanju recimo poslabšanja bolezni, da vedo, kako se obrniti na zdravstveno službo, kako ukrepati, katera zdravila bolnik jemlje, zakaj in tako naprej. Pa obstaja kakšna podporna skupina tudi za svojce bolnikov s srčnim popuščanjem? Ne, da bi jaz vedela, da bi bilo prav tako, da bi se v bistvu, mislim, da je edino to, kar lahko rečem, je, da je vedno bolj trend, da se vključuje recimo v informiranje svojcev, predvsem pa v društvih ali pa recimo v koronarnih klubih, da se vabi tudi tiste, ki skrbijo za bolnike, torej ne samo bolnike, ampak da je zelo dobrodošlo, da recimo, zdaj ponavadi so to zakonci, a ne, če prideta oba, ne, in dejansko se nekateri odločijo, da pač pride bolnik in svojci in se to zelo, zelo odnese. Koliko je takih primerov? Nekako, da bi lahko rekli, da je bolezen pod kontrolo,
Ja, jaz mislim, da v tem v bistvu nimamo nekih dejansko resnih podatkov. Zdaj, kar se tiče tega, to vemo recimo, koliko sodelujejo pri samem zdravljenju, bolniki, ne, to pomeni to, kar smo prej govorili, a ne, spremljanje teh svojih prav telesnih simptomov. To gre razmeroma dobro, no, tisti bolniki, ki se vključujejo, tukaj je vedno problem, da se potem tudi tisti bolniki, ki so motivirani, ponavadi vključijo v neke raziskave, tako da nimamo po moje nikoli čisto realne slike, ampak to je kar recimo ene 3/4 teh bolnikov, ki so recimo vključeni v tudi neko šolo srčnega popuščanja, tako to sodelujejo. Bolj šepa dejansko to, da recimo se znajo obrniti na zdravniško pomoč, da dovolj zgodaj poiščejo svojega zdravnika, da se pomenijo v bistvu tudi mogoče v kakšni drugi okoliščini z njim. Tukaj pa mislim, da nekako je še precej prostora za izboljšanje. V primeru, da ne dobijo informacije od strokovnjakov, jo začnejo iskati na drugačen način, kar je prav v času epidemije v bistvu lahko še dodatno povečalo stiske. Na primer, zelo pomembno je bilo, da se je svetovalo, da ne gledajo skozi sporočila, a ne, ker po eni uri dobiš vse informacije, tiste, ki jih rabiš, ostalo je dejansko lahko zelo moteče, za psihično zdravljenje, če dejansko skozi, spremljaš v bistvu te informacije o bolezni, ki je tako zastrašujoča, kot se je doživljala na začetku. A si mogoče v tem, ko se srečujejo, bolniki pa svojci, a se tudi, učijo mogoče kakšnih tehnik ali pa kakšnih načinov, kako si sami pomagajo, recimo, ne vem, zdaj čisto tako laično vprašam, mogoče s kakšno dihalno tehniko takrat, kadar je stiska močna, če lahko na ta način si kaj pomagajo? Zelo različni pristopi so, ne, dejansko ti, pač načini sproščanja lahko, dihalne vaje, a ne, lahko zelo pomembno prispevajo k zmanjšanju telesne simptomatike, še posebej pri teh bolnikih s srčnim popuščanjem, zato ker imajo toliko težav z dihanjem in v bistvu jih lahko naučimo, dihanja, ki bo olajšalo pač njihove težave. Zdaj seveda jih ne bo povsem izničilo, a ne, posebej kadar gre za neko poslabšanje, ampak dejansko je, ker je pač to dihanje za trebušno prepono lahko zelo različno in je lahko zelo neučinkovito, posebej takrat, kadar so bolniki vznemirjeni, je to jih mogoče naučiti. Kaj bi priporočali vsakemu bolniku? Ja, na vsak način bi, bolniku priporočala, da, skušajo dobiti čim več informacij, da se ne bojijo vprašati, a ne, torej dejansko, da vedo veliko o svoji bolezni, bo zagotovo zmanjšalo negotovost, s katero se soočajo, da potem sledijo navodilom, zdravnikov, da vedo, kaj jemljejo zdravila, kakšen je namen tega, da v bistvu sami spremljajo svoje stanje, in na ta način dobijo tudi v bistvu neke pozitivne izkušnje, a ne, dejansko, če spremljajo svoje stanje, če lahko s tem spremljanjem prilagodijo zdravljenje in se dejansko ne poslabša bolezen, potem dejansko to sprejmejo in to tudi delajo. Zdaj zelo dobro je, da, imajo dobro socialno mrežo, da to ohranijo, da sama bolezen ne pomeni, da v bistvu morajo, si zmanjšati socialno mrežo, kar se lahko zlahka zgodi. Zelo dobro je, da se vključujejo v neka društva, združenja, ker bojo na ta način še razširili lahko svojo socialno mrežo, se bojo lahko pogovorili z bolniki, ki imajo podobne težave, hkrati pa običajno ta društva, združenja, ponujajo tudi neko strokovno podporo, ki je zelo dobrodošla in v bistvu lahko dobijo odgovore na svoja vprašanja, ki se jim pojavljajo v bistvu ves čas v poteku bolezni.